Živijo sončki, jaz upam, da danes vsi uživate v tem čudovitem vremenu. Jaz imam pa zdaj le še eno terapijo in sem se odločila, da pred terapijo na hitrico posnamem par elementov, da vam zaupam par elementov uspešne veze, za katere mislim, da so res bistveni pri eni vezi, ki jo hočemo peljati leta in leta. In za začetek bi rekla, da je to en predpogoj za vezo fizična privlačnost, a ne? Ker fizična privlačnost je pravzaprav tista, ki nam pomaga pokazati neko naklonjenost do drugega, pokazati neko pozornost, neko nežnost in vsi vemo, da so to ene take stvari v vezi, ki smo jih vsi veseli. In fizična privlačnost nam pomaga pravzaprav ohranjati tudi zvestobo. Ker mislim s tem ne samo fizično privlačnost, ki je prisotna na začetku, v času zaljubljenosti, ki gre čisto za neko telesno privlačnost, ki nas k eni osebi kar vleče, ampak da uspemo v tej osebi, ki smo jo izbrali, tudi čez leta potem ohranjati to fizično privlačnost. Se pravi, da vsakič znova, ko svojega partnerja vidimo v neki situaciji, v kateri spet pokaže tisto obraz, v katerega smo se zaljubili, se pravi spet, ne vem, mogoče nežnost do otrok in se takrat vedno znova spomnimo, koliko nam je to že od začetka bilo všeč. Koliko je v bistvu pravzaprav enega sočutja, ene ljubezni v našem partnerju in da lahko vsakič znova mu to izrazimo in to povemo in to pokažemo. In da pravzaprav vsakič znova spet pri sebi v telesu začutimo tisto, a ne prav privlačnost, se pravi, da nas vleče k tej osebi. Tako da to je sigurno ena osnova, brez katere je pravzaprav škoda začeti neko partnerstvo, ker pravzaprav bomo sami sebe ogoljufali, a ne. Potem za neko uspešno vezo bi rekla, da je definitivno potrebna iskrenost. Se pravi, ne samo iskrenost v smislu, da je odsotnost nekih laži, da znamo iskreno povedati vse to, kar se nam je čez dan zgodilo, ali pa iskreno povedati, kaj smo slišali tam in tam, ali pa zvedeli tam in tam, ampak da moramo biti do partnerja oziroma najprej do sebe iskreni, a ne? In da moramo potem tudi partnerju povedati, kaj iskreno so naša pričakovanja, kaj iskreno so naše želje. Se pravi, da moramo biti tudi v tem pogledu iskreni do drugega. Zato, da lahko smo v tej meri iskreni do drugega, definitivno rabimo zelo veliko mero enega samospoznavanja. Ker dokler mi ne vemo, kaj točno bi radi ali pa kam točno bi radi šli ali pa kaj točno so naši interesi ali pa kaj točno je tisto, kar nas osreči, je zelo težko ob partnerju to zahtevati. Samo pričakovati, da jaz hočem biti srečna in ne, zdajle sem toliko nesrečna in nejevoljna in ne gre nič, ne. Okej, saj to je tudi neke vrste iskrenost o tem, kar vi čutite. Ampak manjka še ena ta iskrenost do sebe, kaj je pravzaprav tisto, kar me dela nesrečno? Kaj je pravzaprav tisto, kar si želim od partnerja? Kaj je pravzaprav tisto, kar bi lahko spremenilo moj dan ali pa najin dan? Da pa je prisotna lahko, seveda ta ranljivost, pa je zelo pomembna tudi ena velika, velika mera spoštovanja. Jaz mislim, da vse te pare, ki jih danes vprašamo, ne, pa ki so zdržali, ne vem, 50-60 let zakona, da jih bo večina rekla, da so vztrajali zaradi tega, ker je bilo ogromno enega spoštovanja. In seveda govorim o parih, ne, ki so ostali skupaj samo zaradi tega, ker se je to pričakovalo, ampak pari, ki so uspeli v vseh teh letih tudi ohraniti nek kvaliteten odnos oziroma neko zaljubljenost, a ne. Spoštljivost je nujna, ker če smo iskreni mi do nekoga in nas ta drugi zmeraj znova povozi z nekimi nespoštljivimi komentarji ali pa z nekimi odzivi, ki nas ranijo, potem si naslednjič ne bomo upali biti tako ranljivi, ne bomo upali te iskrenosti sploh pokazati, biti tako ranljivi. Ampak se bomo raje zaprli vase in povedali samo tiste stavke ali pa tiste dele, za katere vemo, da bojo sprejeti. Spoštovanje pravzaprav naredi en prostor med dvema osebama, da lahko smo, da čutimo v tem prostoru, da smo taki, ki smo okej,
Tudi če se drugi z nami ne strinja ali pa tudi če ima drugi drugačne poglede kot mi, še vseeno spoštuje nas in našo osebnost in naša čutenja in naše poglede. To je res ena zelo pomembna lastnost partnerstva, spoštovanje. Pri tem spoštovanju bi rekla, da je pomembno tudi, ali pa če je to kot nova točka, je pomembno tudi sočutje. Sočutje je tisto, pravzaprav, ki daje globino nekemu odnosu. Pri pogovoru lahko spoštujemo drugo osebo pač kot osebo, smo tam, poslušamo, pustimo, da ima druga oseba tako mnenje in potem, ostanemo iz te kave in gremo domov. Sočutje pa da tej vsebini, ki nam je določena oseba zaupala, prav to globino, oziroma sočutje je tisto, ki poganja korenine v nekem partnerstvu. Ker če nam partner zaupa neko zgodbo, to zgodbo lahko mogoče z drugimi ljudmi deli kot zgodbo. Mi partnerji pa bomo zelo velikokrat prepoznali, če bomo seveda to želeli, zraven še prav ta čutenja ali pa te senzacije, ki jih je oseba imela ob nekem dogodku. Ker to je tista nebesedna komunikacija, to je to, ki partner ne rabi niti povedati, kaj točno je tam čutil, ampak ga mi tako dobro čutimo, ker smo sami tudi del te zgodbe. Ker zelo velikokrat se partnerje najdeta iz enih podobnih družinskih vzdušij, iz podobnih družinskih čutenj, če tako rečem. In zato lahko zelo, zelo dobro začutimo svojega partnerja in to v globino, če si to dovolimo. In to je tisto, kar naju res poveže, ker potem veva, da sva zvezana pri tolikih vsebinah, ne samo pri sedanjosti, pa pri vseh teh dogodkih, ki sva jih doživela v času veze. Ampak čutva to globino v smislu, on ve celo, kako mi je, ko sem šla prvič v šolo, kako mi je, ko sem bila tam zasmehovana. In jaz vem, da on to čuti. In to je ta globoka povezava. In to je tisto, kar se pa ne menja, kar dela en odnos ekskluziven, ranljiv. To je tisto, zaradi česar spet mogoče greš težje v neko varanje ali pa greš težje v drug odnos, zato ker veš, da si tle zvezan v globino. Seveda ene partnerje ta globina tudi prestraši. Ampak je tam spet neko ozadje, zakaj, in je tudi ta strah zelo verjetno vzajemen pri obeh partnerjih. Ampak definitivno pa vsi hrepenimo po tej globini. In tokrat govorimo pravzaprav o tem, kaj so elementi odnosa, ki je lahko uspešen, ki lahko traja. In še mogoče kot zadnji element teh uspešnih odnosov bi dala lahko odsotnost strahu oziroma ustrahovanja in pa manipulacije. Saj, če smo spoštljivi en do drugega, pravzaprav se to izključuje. Ne moramo biti fizično, psihično ali pa čustveno nasilni do nekoga in reči, da ga spoštujemo. To ne gre skupaj. In če smo mi do nekoga nasilni, ne moramo pričakovati, da nas bo druga oseba nazaj spoštovala. Ker vsakič znova, ko smo nasilni, pravzaprav kot da razbijemo en košček tistega, kar smo ali pa kar smo že ustvarili skupaj. Ker se sigurno v žrtvi ali pa v drugem partnerju takrat naredi neka blokada, neka zamera in jo nosi v sebi in odnos ni več isti. Sploh, če tej nasilni osebi potem ne zmoremo več tega zaupati, tega povedati. Tudi pri psihičnem nasilju, se pravi, da je nekdo agresiven nad nami in vedno znova izkorišča to moč. Bomo mi zadržali te informacije ali pa ta čustva raje zase, ne bomo več upali povedati, da smo se ga bali. In tukaj se že ruši čista osnovna komunikacija, osnovno zaupanje. Mogoče bi omenila še tudi to, da je ustrahovanje tudi ena odsotnost vseh informacij. Se pravi, da govorimo s svojim partnerjem v smislu, jaz grem pa danes na kavo in te ne zanima s kom. Se pravi, povzročimo en dvom, eno nesigurnost pri partnerju, ki ga bo glodala, ki mu ne bo dala miru in vnesemo nek nemir v našo vezo.
To bi spet jaz rekla ene vrste nespoštovanje. Ker če imamo partnerja radi, potem mu želimo neko mirnost, mu želimo neko, ne želimo neke bolečine, neke negotovosti, a ne? Ampak si želimo, da sva lahko obadva mirna in da obadva veva, s čim se soočava in kaj je ta kriza, ki je trenutno tukaj v življenju med nama v tem odnosu, a ne? Ne želiva se puščati v eni negotovosti. In zato bi rekla, ne, saj zdaj, če to skrivnost, ne, da rečemo, ja, grem z nekom na kavo, pospremimo še zraven z nekim tonom pa z nekimi čutenji, a ne, je to definitivno neko težko ustrahovanje. In to ni pogoj za uspešno vezo. Okej, jaz upam, da vam bo teh par točk kaj pomagalo, da vam bo kaj osvetlilo vaše doživljanje, vaše partnerstvo in se vidimo ob priliki. Lep dan vam želim še naprej. Dio!